Tukaj pri južnih sosedih nam danes predstavljajo dva nova avtomobila, ki boste kmalu zapeljali na domače ceste. Prvi je mala Corsa, drugi velika Antara. Corsa se je svojo obliko že zelo lepo uveljavila, zato je nova le malo osvežena. Sprednji del deluje bolj športno, predvsem pa so barvne kombinacije tiste, ki bi lahko pritegnile marsikoga. Sploh takšna s črno streho deluje zelo privlačno. Že lani so prenovili del mehanike, s katerimi so uspeli povečati natančnost in odzivnost volana, na podvozju pa opravili nekaj sprememb, da je vožnja bolj udobna. Znotraj boste najprej opazili novi multimedijski sistem Touch & Connect, ki ima 5-palčni barvni zaslon, podatkovno bazo za 28 držav v Evropi in priključke Bluetooth, iPod in USB. Stane od kakšnih 500 do dobrih 1000 evrov, odvisno od paketa opreme. Pri vseh motorjih so uspeli zmanjšati porabo, posebej pa izpostavljajo različico EcoFlex, ki ima sistem Start-Stop. Trivratna različica naj bi v povprečju porabila le 3,5 litra dizla na 100 km. Če je to res, bomo preizkusili drugič na testu, sicer pa je na voljo še 7 drugih motorjev, vključno z različico OPC, ki ima poskočnih 141 kW. Najcenejši model z bencinskim litrskim motorjem bo stal okoli 9000 evrov, takšen Color Edition pa okoli 11000 evrov. No, tudi pri Antari spremembe niso opazne na prvi pogled, zaradi česar bodo bolj zadovoljni tudi kupci starega modela. Če tale prečka sicer malo bolj opazna in tista zaščita vozila bolj vidna, pa je največ novosti tukaj spodaj. Kot vstopni bo sicer na voljo 2,4 litrski bencinski motor 123 kW in le s sprednjim pogonom. Vendar bo večina kupcev izbrala novi 2,2 litrski dizelski motor. Odločila se bo med 120 ali 135 kW moči, pri slednjem pa bo pogon le 4-kolesni. Izboljšano je še podvozje, ki skrbi za boljšo vodljivost in več udobja. Opel želi povečati prisotnost v popularnem segmentu crossoverjev, ki jim doma lepo pravimo križanci. Že kmalu prihodnje leto naj bi namreč pripeljal čisto novi mali model, ki naj bi postal prava uspešnica. No, Antara pa bo v Sloveniji na voljo konec aprila za najmanj 20 900 evrov.